V Sloveniji je pomanjkljiv sistem skrbi za duševno zdravje dejstvo. Podeželje ima še slabši dostop do programov pomoči kot mesta. Čakalne dobe za prve preglede ter psihološke in psihoterapevtske pomoči so zelo dolge. Slovenija se tukaj kronično že leta spopada recimo z programsko in kadrovsko podhranjenostjo, tukaj se sigurno strinjamo. Premalo je na primer pedopsihiatrov, kliničnih psihologov bi potrebovali vsaj še enkrat toliko, kolikor jih imamo. Kar se tiče naše regije, Dolenjska regija, če se smem tako izraziti, mi smo nekje vmes, nismo glih med najslabšimi. V zadnjih letih je bilo vendarle nekaj narejenega, dodaja. Recimo v zdravstvenem domu je enota skupnostne psihiatrične oskrbe, ki paciente tudi širše pokriva, se pravi je ta mobilna enota. Seveda pa mi si želimo še več izboljšav, tudi delamo v tej smeri. Ena od svetlih novosti naj bi bil program Mira, izpostavlja njena sodelavka. To je program, ki pravzaprav nekako tematiko duševnega zdravja posebej naslavlja. Gre za to, da se v Sloveniji sistemsko odpirajo centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov in odraslih. Tega pričakujemo tudi v naši regiji. V teh centrih naj bi hitreje in bolj dejavno naslavljali duševno zdravje, poudarja Kuharjeva. Njihovo vodilo naj bi bilo zagotavljati enak dostop do storitev in programov za vse skupine ljudi na določenem območju. Po spletni anketi, ki jo NIJZ izvaja mesečno od decembra lani, je ta pandemska utrujenost prisotna, sigurno v vseh starostnih skupinah. Ljudje so utrujeni, naveličani. Zdaj recimo iz te raziskave, tisto, kar je mogoče najbolj pereč podatek, očiten je ta skupina mladih odraslih, ki je nekako najbolj izgubila na področju duševnega zdravja, največ stisk doživlja. Zaskrbljujoče je tudi, da ostajajo najbolj črnogledi glede prihodnosti. Zato sta pri vsakršni obliki poslabšanja duševnega stanja, denimo depresiji in tesnobi, ključna pogovor z bližnjimi in po potrebi pomoč pristojnih ustanov.